V Šentvidu pri Stični poteka drugič sejem, naziv je Vseslovenski sejem. Zakaj Vseslovenski sejem? Tukaj najdemo razstavljalce praktično iz celotne Slovenije. Pomembno pa je, da se nahajamo v naši regiji, kjer podobnih sejmov pravzaprav ni. Ja, kakšen sejem je pravzaprav, za kakšen sejem gre? Ko sem se ga ogledal, sem dobil občutek, da je vsestranski. Res je, ker pokriva zelo široko paleto razstavljalcev, praktično ponuja vse za vsakogar, pomembno pa se mi zdi, da tudi za vse generacije. Kot ste verjetno opazili, je tudi za naše najmlajše obiskovalce, ki pridejo v krogu družin, zelo dobro poskrbljeno, tako da res se lahko najde za vsakega nekaj. Najbolje pa zastopam kmetijski del, kakor sem opazil, pa potem orodja in priprave za gospodinjstvo. Je tako? Tako je. Zdaj, kmetijski del se razume, da je zelo dobro predstavljen, ker vendarle smo na območju, kjer je kmetijstvo dosti močno in seveda obstaja tudi zanimanje za to vrstno mehanizacijo in vse, kar zraven paše. Na občini Ivančna Gorica ste ta sejem kar dobro podprli. Tako občina Ivančna Gorica, ki je mimogrede tudi ustanoviteljica našega Zavoda za kulturo in turizem, je ta sejem podprla z obema rokama, ker, kot sem dejal, je za našo regijo velikega pomena in tudi upamo, da se bo dobro nadaljeval in da bo uspešno deloval še nadaljnja leta. Ima pa neko zgodovinsko osnovo ta sejem, ne? Res je. Sejmi, kot veste, so v večjih krajih vedno bili, ker ravno samo na ta način si nekako ljudem približal, kaj lahko ponudiš. In ta tradicija pa je še posebej dolga ravno v Šentvidu pri Stični, ki je eden izmed naših 12 pisarov in zato organizatorji pravijo, da ohranjajo oziroma oživljajo tisočletno tradicijo sejmov na Slovenskem. In kdaj se zopet vidimo na 3. sejmu? Organizatorji pravijo, da bosta 2 na leto, se pravi v jeseni. Lepo povabljeni. Hvala lepa za pogovor. Vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija? Miha Genorijo, direktor Zavoda Prijetno domače.